Poglej, kaj imajo zate. 3 slastna velika jabolka. O, ja, hvala, draga Bibjans. Ampak to pa sigurno pomeni, da zdaj še nekaj skrivate za hrbtom, ne? Ne, prisežem, nič nima za hrbtom, poglej. Ne, mislil sem, če zdaj kaj v zameno pričakujete od mene. Najbrž takšna slastna jabolka niso bila zastonj. No, veš, rada bi te prostila, da nama poveš nadaljevanje zgodbe. Zdaj veš, tisto v črni suknji. No, le prisedite, pa vama povem. No, veste, Bibjans, črna suknja ni bil prvi beli človek, ki je prišel v našo vas. Res pa je, da nihče ni bil tako poseben kot on. Vedno je govoril o božji ljubezni, a ne le to. Vedno je bil tudi za nas pripravljen narediti vse, karkoli smo potrebovali. Čutili smo, da nas ima res iz srca rad, saj nam je bil kot oče, ampak ne le naši vasi, ampak tudi vsem širom našega ozemlja. No, da bi nas lahko obiskoval tudi po zimi, pa je kar hitro ugotovil, da se bo moral naučiti hoditi s krpljami. Prijatelj, govoriči Škorec, zadnjič sem videl, da ste po snegu hodili z nekimi čudnimi čevlji. Kako se temu reče? To niso čevlji, to so krplje. So nekakšni teniški lopari, ampak ker so malo širši, pomagajo pri tem, da se ti ne ugreza v sneg. Bi jih rad preizkusil? Ja, seveda, gotovo pride prav. Ene so iz lesa. Levo nogo postavi sem, desno pa tja. Tako, ja. Mogoče so malo ozke. Ja, kako se zdaj hodi s to zadevo? Noge moraš dvigovati visoko. Pazi. Ampak previdno, ker lahko se pohodiš in padeš. Pa še ne. Zelo visoko dviguj noge, ker drugače se ti sneg napelje. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, Ja, prvi črna suknja res ni bil najbolj spreten na krpljah, ampak vaja dela mojstra. Če mojster dela vajo. Ja, res je. In črna suknja je hojo na krpljah vadil zelo veliko. S njimi je sredi najhujših zim prehodil na stotine in stotine kilometrov, včasih celo po 2-metrskem snegu. Ja, zakaj pa je sredi zime rinil v visok sneg? Lahko bi se mu kaj zgodilo. Vsak indijanec ve, da zima ni za dolga potovanja. Ja, ampak črna suknja ni bil indijanec, tudi ne navaden belec. Bil je duhovnik, ki je imel nad vse rad Boga in indijance. Z veseljem je hodil od ene do druge vasi indijancev ter oznanjal in krščeval. To ga je navdajalo z največjo srečo. In če je izvedel, da bi bil kdo od nas pripravljen sprejeti Jezusa za svojega Boga, se je odpravil na pot tudi sredi najhujše zime, še posebej, če je bil krščenec bolan. Nadel si je krplje in se odpravil na pot, pa tudi, če je moral prehoditi 80 kilometrov. Črna suknja! Ja! Črna suknja! Ja! Počakaj no malo, saj te komaj dohajava! Lepo gum, brat! Res ne razumem, zakaj smo se na drug konec sveta odpravili ravno v takem vremenu. Lepo gum, brata, še malo pa bomo tam. Nemara smo že na polovici poti. Na pol poti. Smo že na pol poti. Zaveš
zavedati se morata, zdaj, ko sta sprejela vero v Kristusa, bo vsak vajen trud za rešitev duš bogato poplačan v nebesih. Ampak saj bi bil poplačan tudi, če se ne bi odpravili na pot v tem globokem snegu zaradi enega samega človeka. Zapomnite si, le eno je potrebno, rešitev duš. Vsaka što je. Vaše prezeble noge niso nič v primerjavi z možnostjo, da bi brat ležeči štor umrl, ne da bi prej prejel krst. Gremo! Končno smo tu. Ne moram več. Koliko je dijakov Črna suknja krstil Mišo Mesan? Je krstil tudi tebe, dedek? Ja, krstil je tudi mene in še več tisoč drugih pripadnikov našega otavanskega plemena in plemena očipvejcev. To je toliko ljudi, kolikor jih živi v 100 vaseh. Za Črno suknjo je bil pomemben prav vsak od teh krstov, ampak kakšen od njih je bil pa še prav poseben. Dragi prijatelji, to bitje, ki ga vi imenujete Veliki Duh, je eden in edini Bog. Prinašam vam veselo sporočilo, da se nam je bil razodel. Dal se nam je spoznati, tako da je njegov edinorojeni sin Jezus postal človek. Hodil je med nami, delal čudeže in ozdravljal bolnike. Svojim zgledom je kazal, da nas ima Bog neskončno rad. Saj je dal svoje življenje za nas, ko je umrl bil na križu bil. Ampak na to je vstal od mrtvih in nam povedal, da lahko tudi mi pridemo v nebesa, v večno srečo, če le verjamemo vanj in se damo krstiti. In ta krst lahko prejmete tukaj in zdaj. Danes lahko spremenite svoje življenje in se usmerite na pot v nebesa. Da se vrnem k Črni suknji. Oče, prosim, pusti mi, da grem k njemu. Dajno, oče! Pa pojdi, toda ne bodi tako neumna, da bi postala kristjanka. Če pa to storiš, kljub moji prepovedi, ti povem, da ti bom odsekal obe ušesi. Črna suknja! Črna suknja! Črna suknja! Krstite me! Tudi jaz bi bila rada svobodna. Rada bi čutila mir, ki ga oznanjate in prišla v nebesa. Vstani, dekle, vstani. Veš, odločitev, da postaneš kristjanka, ne sme biti prenagljena odločitev. Kristus res prinaša mir, ampak pravi tudi, prišel sem, da vržem ogenj na zemljo in izdajal bo v smrt brat, brata in oče sina in vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena. Mislim, da sem to začutila že sama. Kako to misliš? Oče mi je obljubil, da mi bo odrezal obe ušesi, če postanem kristjanka. Pa si še vseeno želiš? Da, črna suknja, to, kar oznanjate, v mojem srcu prižiga upanje, da v življenju obstaješ nekaj več od lova na dive živali in nabiranje jamorovega sirupa. Nekaj, kar lahko ogreje moje srce. Veš, prej nisem dokončal Jezusovih besed. Pravi tudi, kdor pa bo vztrajal do konca, bo rešen. Kaj še čakate? Krstite me! Jaz te krstim v imenu Očeta, Sina, Svetega Duha. Mišo Mesan, kaj se je zgodilo z indijanskim dekletom? Je oče res odrezal ušesi?
Veš, kaj je bilo s tem dekletom, ne vem, draga razloživa ptica. A če sodim po njenem obrazu, potem je Jezus v njeno srce prinesel mir. Za črno suknjo je bilo predvsem pomembno to, da je postala Božji otrok. No, kaj pa je to prineslo novega črni sukni? To bom pa jutri povedal. Oko, Mišo, potrebno, da ljubili bi, eno je potrebno, baraga oči, eno je potrebno, da Jezusa spoznam, eno je potrebno, da se mu predam.